Lep pozdrav vsem skupaj. Danes, ko smo že v svetem večeru, pravzaprav vstopamo v sveti večer, v božično praznovanje, pa nam bogoslužje daje še eno besedo, in sicer je nocoj posebej beseda o Jezusovih prednikih, njegovih predhodnikih, da se tudi mi lahko vprašamo, kdo je ta, ki prihaja. Na čigavo rojstvo smo se pripravljali. Če bi vprašali Jezusa, kdo si, kdo so tvoji starši, iz katerega rodu prihajaš, bi dobili različne odgovore. On sam je rekel, preden je bil Abraham, sem jaz. Potem iz Evangelija po Luku bi slišali, da je Jezus iz Davidovega rodu, da je torej iz Nazareta. Če bi brali evangelij torej Janezov evangelij, bi brali, v začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu, vse je po njej nastalo in brez nje ni nastalo nič. Potem v Matejevem evangeliju beremo rodovnik Jezusa, ki se začne z Abrahamom. In nas vodi Abraham, Matej od Abrahama, potem preko Izaka, Jakoba do Davida in potem naprej do babilonske služnosti in končno do Jožefa in Marije in potem, kako se je Jezus rodil v Betlehemu. No in če bi gledali še v Lukovem evangeliju, Luka opisuje pa ob krstu Jezusa v Jordanu, njegov rodovnik in gre nazaj od Jezusa in to celo do Adama. Pride celo do Adama, ki pravi, Adam pa izhaja iz Boga. Torej, končno pridemo tudi mi do tega, da je Jezus iz Boga in da je, torej ne samo iz Boga, da je Božji sin. No in zdaj, če bi pogledali malo v ta rodovnik, Judje so zelo skrbeli, če se je le dalo, so pisali rodovnike in je bila to velika čast, da so imeli slavne prednike, posebej še naprej od Izraela, Jakoba, ki je imel 12 sinov in ti so imeli potem 12 rodov Izraelovih otrok, vsak svojo rodovino. No in do babilonskega suženjstva so to kar precej zvesto pisali in se tega veselili in bili ponosni, vendar potem, ko je tempelj prvič bil porušen, se je veliko izgubilo, ker je bilo posebej te pomembne družine so imele v templju shranjene te rodovnike. Še bolj se je to potem pokazalo v času kralja Heroda, ki je hotel uničiti te slavne družine ali pomembnejše družine, da ne bi kdo prišel iz kakšne od teh družin na prestol za njim ali da bi mu ga celo odvzel. No, tako sta bila tudi Jožef in Marija, sicer oba potomca kraljeve družine Davidove, ampak če bi tudi v ta rodovnik malo pogledali, veliko stvari ne poznamo, nekaj stvari pa je ohranjenih v Svetem pismu, torej kdo so bili nekateri izmed teh slavnih ali manj slavnih prednikov. Recimo, zelo ponosni so Judje na Davida, na kralja Davida, ampak če bi pogledali malo nazaj, kdo so predniki Davida, bi videli, bi prišli do stare mame, ki je bila poganka, Moabka, Ruta. To se pravi, v Rutini knjigi, ena izmed knjig Stare zaveze, lahko preberemo to zgodbo, je zanimiva, kratka sicer knjiga, ampak nam pa pove nekaj takih pomembnih podatkov, kako Bog dela, da razumemo Božje delovanje. Torej, v času pred kraljem Davidom so vladali še sodniki in takrat je v deželi Judeja okrog Betlehema nastala lakota in tako se je Elijameh
je bil mož, ki je bil poročen z ženo Naomi in sta se odločila, da gresta v drugo deželo, v Moabsko deželo, da bosta tam preživela ta čas, ko bo v Betlehemu lakota. Bila sta premožna in sta imela tudi 2 sinova in tako so šli vsi v Moabsko deželo. No in tam je najprej umrl mož, potem pa sta se ta 2 sinova poročila seveda z moabskimi ženami, s pogankami in kmalu sta umrla tudi oba ta sinova. Tako je ostala žena Naomi z 2 snahama, torej brez sinov, sama reva v tuji deželi in tako je začela razmišljati, kaj zdaj narediti. Tako podobno, kot lahko bi rekli, kot se je znašel izgubljeni sin, ki je zapustil svoj dom in šel v tujino in tam, ko je vse izgubil, on sicer zapravil, je začel razmišljati in se spomnil na očeta in sklenil, da se vrne domov. No in tako je tudi ta Noemi sklenila, da se vrne nazaj v Betlehem, kaj bo tam sama v poganski deželi. No in je potem ponudila snahama, da se ločijo, da se poslovijo, da se ona vrne, one 2 pa naj ostaneta. Vendar ena izmed snah, Ruta, je rekla: ne, jaz te ne zapustim. Jaz grem s teboj. Kamor pojdeš ti, tja grem tudi jaz. Kjer boš prenočevala ti, bom prenočevala tudi jaz. Tvoje ljudstvo bo moje ljudstvo, tvoj Bog bo moj Bog. Kjer boš ti umrla, bom umrla jaz in tam bom pokopana. Tako naj mi stori Gospod in tako doda, če me ne bo edinole smrt ločila od tebe. In tako je šla ta snaha Rut z Naomi v Betlehem in tam so se srečali zopet z domačimi ljudmi od Naomi in so jo prepoznali in sprejeli. No in tam je potem tudi Ruta dobila svojega moža in ta mož je bil Boaz, daljni sorodnik torej Noeminega moža in ta Boaz torej sta imela sina in ta sin je bil Obed, ki je bil star oče kralja Davida. Vidimo, kako Bog pripelje nekoga ali po nekom svoj načrt in kako se po Božji volji potem zgodi, da torej iz tega rodu potem Davidovega pride Salomon in pridejo tudi Salomon. Vemo, da je bil rojen z Urijevo ženo Betsabejo, s katero je naredil kralj David najprej prešuštvo in dal Urija celo ubiti. Takšen greh je naredil in vendar je Bog izbral ravno Salomona, od sina, ki ga je imel David s to Urijevo ženo, drugega sina, prvi je umrl, ta drugi Salomon je pa potem postal eden najslavnejših kraljev in graditelj Jeruzalemskega templja. In tako vidimo, Bog dela po različnih ljudeh, tudi po grešnikih, zato se lahko mirno tudi mi odpiramo Božji milosti in sprejemamo Božjo voljo, ker Bog lahko tudi po nas dela velike reči. No in če ob koncu pogledamo samo še na tistega, ki je bil zadnji, torej v tej vrsti Jezusovih prednikov našteva v rodovnikih,
torej po moški liniji je to sveti Jožef, ki ni bil, vemo, ne pravi oče, fizični, telesni, ampak krušni oče. No in ravno zdaj za praznik Marijinega brezmadežnega spočetja je papež Frančišek, torej 8. decembra z apostolskim pismom Patris Corde začel, napovedal oziroma odprl leto svetega Jožefa. To je leto, ki bo trajalo do prihodnjega 8. decembra in sicer ob spominu na 150-letnico razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Torej to bo posebno leto milosti, leto tudi spoznavanja, kdo je sveti Jožef. Pravi papež, kot ljubljeni oče, oče v nežnosti, poslušnosti in sprejemljivosti. Torej ta oče, ki ima pogum, ta oče, ki je delavec, ki je včasih v senci, tudi v cerkvi, lahko rečemo, da je marsikdaj v senci, ampak ta mož Device Marije je zavetnik katoliške cerkve. Torej sveti Jožef je varuh in skrbi za nas in zato je prav, da ga poznamo, da se mu priporočamo, da ga kličemo. Glejte, sveta Terezija Velika, ki je bila velika svetnica, reformatorka tudi karmeličanskega reda, je rekla, jaz svetega Jožefa vedno kličem v stiskah, kličem kot očeta. In pravi, vedno mi pomaga. Pomaga, kadar imam težave v veri, torej, če človek ne zna moliti, naj vzame svetega Jožefa za učitelja. Če ima težave v družini, pri vzgoji, naj ga vzame za pomočnika, za varuha, ali pa pri zdravju, ali pri zaposlitvi. Torej, sveti Jožef velikokrat in redno pomaga. Zato sveta Terezija pravi, jaz sem bila mlada, sem bila bolna, sem bila celo nepokretna in takrat sem se zatekla k svetemu Jožefu in je rekla, sem ga prosila, rada bi služila Bogu, naj bo v bolezni ali pa da ozdravim ali pa v nebesih, torej da me Bog sprejme. In kaj je Bog naredil? Pravi, Bog me je ozdravil po priprošnji svetega Jožefa. In sem, pravi, potem molila in gradila samostane. Pravi, ko nisem mogla plačati delavcev, materijala, takrat se je sveti Jožef ponudil, da bo njen blagajnik in on je vedno poskrbel. Pravi, ob koncu so bili vsi samostani zgrajeni in ni bilo nobenih dolgov. Tako, torej, je potem enkrat imela na praznik Marijinega nebovzetja tudi videnje. Pravi, sem videla, kako me oblačijo v belo obleko in sem pogledala, kdo so to, kdo so bili. Marija, sveti Jožef in sta mi dala še en dragocen križ okrog vratu. In tako je potem sveta Terezija Velika od 17 samostanov, ki jih je ustanovila ali pa prenovila, 12 posvetila svetemu Jožefu. Torej, sveti Jožef premaga vse ovire, tako kot je varoval Jezusa, kot je varoval Marijo, tako varuje tudi cerkev, varuje nas, če se mu priporočamo. Zato tudi mi danes zmolimo, sveti Jožef, ti modri krmar, družinam še našim bod gospodar, reši nas bede, morečih skrbi, sveto veselje nam v srcih prižgi. In nocoj naj bo tudi pesem, poslušajte vsi ljudje, sveti Jožef mesto gre, sveti Jožef in Marija gresta v mesto Betlehem, naj prideta tudi v vašo hišo, naj vam prineseta svoj mir in blagoslov. Blagoslovljen Božič, srečno.